Naj vas seznanim torej z nekaj temeljnimi ugotovitvami iz vmesnega poročila naše preiskovalne komisije. In sicer stranka SDS je med letoma 2020-2022 vzpostavila dobro utečen politično-propagandni aparat. Financiral se je z javnim denarjem in denarjem državnih podjetij, na katera je seveda imel tudi neposredni politični vpliv. Preiskovalna komisija je tako razkrila mrežo povezav med SDS, njenimi podporniki, madžarskim kapitalom in državnimi podjetji, kjer je denar tekel v tako imenovane medije Nova24 TV, Demokracija in Požar Report, ki so sistematično širili propagando v korist SDS in seveda diskreditirali njene politične nasprotnike. Njihovo delovanje brez pomoči politike ne bi bilo mogoče. Nova24 TV, ključni medijski projekt stranke SDS, je po prihodu Janševe vlade v letu 2020 začela prejemati obsežna nakazila od državnega Telekoma. Ta so znašala do 55.000 evrov mesečno. Hkrati se je pa znižalo financiranje z Madžarske, kar seveda jasno kaže na to, da je državni denar zamenjal madžarskega. Če bi televizija delovala izključno na račun tega, kar je zaslužila na trgu in donacij, ne bi preživela. Podobno je bilo pri drugih SDS-ovih medijih. Po zamenjavi oblasti leta 2020 se je delež javnih sredstev drastično povečal. Pri tem so bile medijske agencije ključni vmesni člen pri preusmerjanju javnega denarja v strankarske medije, kot sta Nova24 TV in Demokracija. Državna podjetja namreč niso neposredno sklepala oglaševalskih pogodb z izbranimi mediji, temveč so to nalogo opravljale agencije. Te so nato sredstva usmerjale v politično lojalne medije, tudi kadar to ni bilo ekonomsko upravičeno. V času Janševe vlade se je tovrstno oglaševanje povečalo za več 100.000 evrov. To ni naključje, ampak je seveda dokaz političnega vmešavanja. Ker so to počeli preko agencij, medijskih agencij, so dosegli dvoje. Dogajanje so prekrili pred javnostjo, saj nakazila niso razvidna iz javnih evidenc. Obenem nihče ni bil odgovoren za zlorabe, saj so se lahko sklicevali eden na drugega. Naj pri tem opozorim, da so se celo šefi medijskih agencij pred preiskovalno komisijo izjasnili, da so oglase v strankarskih medijih plasirali na izrecno zahtevo naročnikov, torej državnih podjetij. Izpostavimo tudi Demokracijo, tednik v lasti SDS, ki je bila pomemben del te propagandne mreže. Poleg madžarskih vlaganj je pomemben vir sredstev prihajal iz državnih podjetij in občin, kjer so župani, ki prihajajo iz stranke SDS. Oglaševalske vsebine niso bile označene kot plačane, številni intervjuji z vidnimi člani SDS so bili objavljeni v času volilne kampanje brez navedbe, da gre za plačane vsebine. Tu imamo zagotovo sum kršitve volilne zakonodaje. Nekdanji direktor in odgovorni urednik je pred komisijo celo priznal, da je Demokracijo potisnil še bolj desno. Vse je bilo torej v službi ene stranke. Ključno pri vsem tem je spoznanje, da SDS, za razliko od drugih političnih strank, da jih sploh ni treba plačevati širjenje političnih sporočil. Mediji, ki so ji bili podrejeni in je zagotavljeno financiranje, so objavljali hvalnice Janezu Janši in SDS ter napadali politično konkurenco. Komisija namreč ni mogla najti niti enega članka, v katerem bi kritizirali Janševo vlado. Nasprotno, v mesecih pred volitvami so nekritično objavljali sporočila, ki jih je v predvolilno kampanjo širila takratna koalicija. Vse je bilo torej podrejeno enemu cilju: ustvariti medijski prostor, ki ne informira, temveč manipulira. Po zamenjavi oblasti leta 2022 se je dogajanje drastično spremenilo. Prihodki teh medijev so padli, morali so varčevati, plače novinarjev so znižali na minimum. In to je neposreden dokaz, da ti mediji na trgu ne morejo preživeti, ampak so odvisni od politike. Ko SDS ni več na oblasti, tudi denarja iz državnih podjetij ni več. To seveda ni neodvisno novinarstvo. To je propagandni aparat v službi politike.
Šlo je torej za sistematično financiranje delovanja točno določene politične stranke. Vse je potekalo mimo zakonov, na stroške državnih podjetij in davkoplačevalcev. To so naše ugotovitve. In to vse z enim ciljem, utrditi oblast stranke SDS. Tu ne gre več za vprašanje političnega okusa, ampak gre za integriteto demokracije. Ker medij ne more biti orodje ene stranke. Državna podjetja niso privatna blagajna. Volitve morajo biti poštene. In poročilo dokazuje, da tega v času vlade SDS ni bilo. Če se to ne ugotovi, če se to ne sankcionira, se bo zgodilo znova in naslednjič bo še huje. Komisija je pri svojem delu zaznala tudi nenavadna nakazila na bančne račune v tujino. Gre za mrežo podjetij, ki je nastala na pogorišču skupine Nivo. Med podjetji, ki vsaj uradno niso povezana, so se pretakala milijonska sredstva, očitno tudi z namenom, da se zamegli dejansko sliko. Večina denarja je prišla od države, ki je plačevala za urejanje vodotokov. In ta sredstva so se v letih 21 in 22 dramatično zvišala. Del teh sredstev, še enkrat, govorimo o več milijonih evrov, je končal na bančnih računih na Slovaškem. Kje so končala na koncu ta sredstva in ali so se morda vrnila v Slovenijo, komisija ni mogla ugotoviti zaradi omejenih pristojnosti. Bo pa seveda zadevo prijavila pristojnim organom. O tem, da se je del denarja znašel v strankarskih medijih in to prek domnevno fiktivnega oglaševanja podjetij, ki obstajajo le na papirju, sem podrobneje pojasnjevala že decembra lani in se ne bi ponavljala. Komisija je obravnavala tudi domnevno finančno izčrpavanje državnega podjetja Holding Slovenske elektrarne prek pogodb o odvetniških storitvah in odtekanje denarja k osebam iz najožjega kroga tedanjega predsednika vlade Janeza Janše. Več o tem podrobno opisujemo v poglavju 1.9. Toliko.